Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o ženski energiji. Ja, dan žena, približno 100 let se zdaj praznuje dan žensk. No, ampak dejstvo je, da pred 100 leti že je bilo prav, da so se ženske postavile v svojo moč, da so se postavile za svoje pravice. No, zdaj smo pa mogoče prišli na drugo stran te tehtnice, da mnoge ženske so preveč v moški energiji, preveč v borbeni energiji, preveč, ne? In kar to pomeni, ko je ženska preveč v moški energiji, opravlja moška dela in jo čistko najuriš, se v ženskem telesu tvori preveč moškega hormona, testosterona, in se izklaplja estrogen, progesteron, posledično lahko ženska spade prezgodno v menopavzo, prezgodaj se ji začne to predmenopavzno obdobje, ima velike težave v meni, začnejo se pojavljati tudi, ne vem, policistični jajčniki, miomi na maternici in tako naprej. Seveda, če gledamo z energijskega stališča, pomeni, da če smo bili nekoč 100 let nazaj, preveč je bila zatrta ženska, zdaj po drugi strani so mnoge ženske preveč le to moško energijo, no zdaj pa že čas, da se nekako uravnajo te energije. No in pojdimo pogledati to žensko energijo. Ženska energija, veste, kje je center ženske energije? Maternica. Maternica je v bistvu tako kot, približno tako kot tale slika zadaj, pač tako centrifuga ustvarjalne energije. In a veste, kaj je zanimivo? Ženska, ki se začne rediti v predel trebuha, pa rečejo, ja, menopavzni obroči, maščobe in tako naprej. Ni povezano toliko z menopavzo, kot je povezano vse skupaj s tem, da je ženska zatrla svojo ustvarjalno energijo. In ko zatre svojo ustvarjalno energijo, dobesedno se začne rediti na predel trebuha. Druga zadeva, kar bi se pa mogla vsaka ženska zavedati, pa to, da energije se pretakajo in sploh preko spolnosti so zanimive energije. Poglejte, če gledamo zdaj pretok energije, pa se bom pol vrnila nazaj na žensko energijo, pa če to, ta video je tudi za vas moške, zaradi tega, ker ne nazadnje, veste, tudi vi imate moški in ženski pol in tisti moški, ki ste preveč nežni, preveč v ženski energiji ali pa celo mogoče zlorabljeni strani vaše mame in se pač želite postaviti v moško vlogo in mislite, da boste, ne vem, z agresijo nekaj dosegali, dejansko ne pridete nikamor. Tudi pri vas je pomembno, da se uskladita moški in ženski pol. Seveda je pomembno, da imate več moškega, več moških del opravljate, zato da se vam tvori več testosterona, ampak gre se za to, da vsak od nas pogleda svoje rane in najprej ozavesti, kakšen odnos ima do nasprotnega spola. Zdaj, kako lahko to vemo? Tako, da gremo pogledat vzorce. Mama, oče. Se pravi, spola, ki smo jih najprej gledali kot otroci, naša starša, mogoče stari starši, če smo z njimi živeli, kakšni vzorci se prenašajo po družinskem deblu. Včeraj me je klicala mama. In sem prav razmišljala o vzorcih, ki se prenašajo po družinskem deblu in načeloma v naši družini smo močne ženske. No, zdaj, pri sosedovih je pa tako, da vsakič ženska nekako že zadnjih 100 let enostavno pade, ne zmore vstati, ne more biti v ženski energiji in gre v ranjeno žensko in kot ranjena ženska potem proizvaja razne bolezni, kot je odpoved srca, odpoved ledvic, odpoved organov. Zdaj poglejte, družinsko deblo nas uči. Mi pogledamo, katero bolezen imajo naši starši in mi s tem točno vemo, kaj nam v bistvu sporoča življenje, kaj so naši vzorci. No in zdaj pojdimo pogledati mamo. Če je naša mama bila zelo v moški energiji, pomeni, da se mi učimo, lahko rečemo, ne bom tako kot mama. Se pravi, bom jaz zdaj ful prijazna, ful ostražljiva, zato ker jaz ne bom taka kot mama.
Če je bila pa mama preveč ustrežljiva, pa lahko jaz ravno tako rečem, ne bom taka kot mama, zdaj bom pa jaz ženska, ki jo najuriš. Ne? Se pravi, prva stvar, pogledamo za obljubo. V duši nosim za obljubo, da ne bom tako kot mama. In če imaš za obljubo, pomeni, da jo počisti in mami odpusti, ker mama je delala tako najboljš, kar je zmogla, da je preživela. Njena mama je delala najboljš, kar je zmogla, da je preživela. Se pravi, vsak dela najbolje, kar zmore in zna, zato da preživi. No in zdaj, ko smo pa mi prišli do te točke, da je pa čas, da se postavimo v svojo moč. Kako se bomo zdaj postavili v svojo moč? Ne bomo začeli zidati hiše na strehi, ampak začnemo pri temeljih. Kaj so pa temelji? Zdaj boste mogoče rekli, vzorci. Fizično telo. Fizično telo je temelj. To je vozilo naše duše. Se pravi, prva zadeva, mi pogledamo, kako se počutimo v svojem telesu in kaj nam naše telo sporoča. Pogledaš, čisto preprosto, kaj ti sporočajo nohti. A veste, kaj sem se naučila? Nohti, umetni nohti, kdor ima umetne nohte, nohti so ključnega pomena za sprejemanje svetlobnih kod. In če želite, da ta trenutek lažje greste čez obdobja sprememb, dajte dol umetne nohte. Ne jih lakirati. Nohti nosijo pač kot neka, prav preko nohtov lahko sprejemamo svetlobne kode, ravno tako preko oči. Druga zadeva, energije, ki se pretakajo, se bom potem vrnila na fizični nivo, ampak energije, kako mi zaznamo, kdaj najbolj izmenjujemo energijo. Eno je, ko z nekom jemo, se izmenjujejo energije. Ko, recimo, če spimo pod isto streho, se tudi izmenjujejo energije. Energije se močno izmenjujejo z ljudmi, ko se poljubljamo. To je pa zdaj že intima. In preko spolnosti. Spolnost je dejansko sveta zadeva. In priložnostni seks ne obstaja. Ne obstaja, veste zakaj? Mislim, ne obstaja. Ampak ni pameten, če ima človek sebe rad, pomeni, da ne moreš pristati na to. A veste zakaj ne? Zato, ker energija se direktno pretoči. In zdaj pogledajte, vi delate na sebi, delate na čiščenju svojih vzorcev, delate na sebi. In srečate nekoga, ali pa ste z nekom intimni, ki pa še nič ni naredil na sebi. Avtomatično posrkate vse te strahove na sebe. Čisto avtomatično. Ker se pretočijo energije. Ja, vem. Ampak dejansko spolnost je sveta zadeva med dvema. Še ena stvar mi zdaj tako zavibrirala. Veste, eno stvar se moramo tudi zavedati. Meni so, ko sem bila še doma, milijonkrat rekli, pač vedno so mi govorili, če se bi slučajno zgodilo, da si noseča, če Bog da življenje, da tudi žlico. To je en tak zakon, kar so stari ljudje vedeli, ne? Če Bog da življenje, da tudi žlico. Pomeni, da takrat, ko pride v vaše življenje novo življenje, se bo avtomatično povečala energija, dotok vsega obilja v vaše življenje. Ne? In pojmo zdaj nazaj na maternico. Maternica potem pa omeni, ko nimamo več funkcije rojevanja otrok, je pa v bistvu center naše svete moči. Ustvarjalne energije. In ženska, ki je zatrla vso svojo ustvarjalno energijo, se bo začela rediti. Zdaj pa boste rekli, kaj pa moški? Mogoče tudi, ja. Zato, ker glejte, stresni hormon se tako tvori v nadledvičnih žlezah in stresni hormon, ko imamo preveč stresnega hormona, preveč nezdrave hrane, se seveda začnemo rediti v predel trebuha. No, zdaj pa gremo na fizično. Kaj bomo naredili? Prvo stvar, da podpremo telo, da izdeluje kolagen, da poskrbi za trdne kosti, mišice, za zdravo kri. Mi potrebujemo vitamine, minerale
in aminokisline. In če imamo pomanjkanje vitaminov, mineralov, aminokislin in omega-3 maščobne kisline, enostavno se bomo počutili slabo, utrujeni, brez energije. Recimo, dobro, tle na vrh imam zdaj, ko imajo dušežur. Recimo, nekdo, ki ima težave s hemoroidi, ima pomanjkanje probiotikov, pomanjkanje vlaknin v prehrani, pomanjkanje vitaminov C, E ter silicija. Se pravi, pri vsakem obroku je potrebno uživati zelenjavo, vlaknine so ključnega pomembna. Pomembno je, da zaužijemo dobre beljakovine, kot je recimo kefir, ali pa dobre beljakovine skuta, probiotične bakterije, potem pa vitamin C, E, recimo E-vitamin dobimo v vseh kalčkih, olivnem olju, olive, vitamin E je v marelcah, v semenih, v lanenem semenu. V glavnem potem lahko naredite smuti iz probiotičnega jogurta, grenivke, lanenega semena, čija semen in cimeta. Potem pa naprej, zeliščna podpora, pa pijte čaj iz trpavca in armana, zato ker vsebuje ta ogromno količino silicija. Ampak zdaj naprej. Kaj pa čustva? Čustva zate so pa potreba, imam potem, da zanikam svoje potrebe. In zdaj lahko preverite z mišičnim testom. Potrebo imam potem, da zanikam svoje potrebe. Potrebo imam potem, da zanikam svojo resnico. Potrebo imam potem, da izničim svojo ustvarjalno moč. In kje je vaša ustvarjalna moč? V vaši radosti. No, zdaj pa vprašanje. Kaj ste danes naredili za sebe, da se je povečal termostat vaše radosti? Kaj ste naredili danes? Ni potrebno nekaj velikega narediti. Dovolj je, da popijemo eno skodelico kave, na soncu. Kaj ste naredili za svojo radost? To je dejansko ključnega pomena. To je ženska energija, ne? Pojmo zdaj na sporočila, pa se bom pa še vrnila. Glejte, ena stvar, če se vam delajo gube, če imate težave s hemoroidi, če imate težave s prebavo, ker tukaj noter v Pro-Vitality Plusu so prebavni encimi, če imate težave, da ste kronično utrujeni, ali pa se vam zdaj začela pojavljati pomladanska utrujenost, Pro-Vitality Plus. In ne pozabite na spletni strani srečnoživljenje.com 10% popust s kodo zdravje. Tako da to je ena zadeva, ki vam bo pomagala pri tem, da boste lažje, da ne boste pač ugasnjeni. Zdaj pa dajmo pogledati. Kaj stvarstvo ta trenutek sporoča, kaj je za vas res pomembno, da ozavestite, da veste, kaj je tisto sporočilo, kar vam sporoča, in to je, čas je za ljubezen. Čas je za ljubezen do sebe. Se pravi, a postavljate sebe na prvo mesto? A si sama sebi res pomembna? A je tvoja količina spanja za tebe res pomembna? Veste, kolikor sem že govorila o tem, da se vsi napredujemo v življenju kot po enih stopničkah. In ko se aktivirajo neke energije, je v bistvu podobno kot energija v enem drugem življenju, ko se nam je zataknila energija in nismo zmogli narediti koraka naprej. In ko pridemo na enako časovnico, se pravi v enaka leta, se zgodijo iste zadeve z namenom, da mi naredimo korak naprej, da naredimo drugače, da naredimo, ozavestimo nek program, neko čustvo. Če se vam naenkrat zgodi, da od nekje prileti neka grozna žalost ali neko čustvo, ki rečeš, odkot pa zdaj to, je lahko povezano s karmičnim čiščenjem. Zdaj pa pojmo na dan žena. Ženska energija. Če si bila v večjih preteklih življenjih vedno znova zlorabljena,
pač tako vidim, na kolena, ujeta, si bila na silo pokorena, se pravi, ti je bila odvzeta moč. V tem življenju, ne da se učiš, da greš na juriš, ne da greš spet v to moško energijo, da jim boš že pokazala, ampak dejansko se učiš, da živiš svojo resnico, da si ti to, kar ti si, in da najprej pogledaš, česa te je najbolj strah. Kje so tvoji strahovi? Ker strah je v tem življenju tista veriga, s čimer si zvezana. Mogoče je tvoj strah govoriti resnico, govoriti to, kar čutiš, zato ker boš nekoga prizadela, ker boš nekoga izzvala, ker boš lahko dobila zaradi tega zavrnitev. Se pravi, govoriti svojo resnico, biti to, kar ti si. Resnica je samo ena. Mogoče te je strah tvoje ustvarjalne energije. Mogoče se bojiš, da ti tvoje nove ideje bojo prinesle neke spremembe, bojo klicale po spremembi in da boš mogla nekomu reči ne. In mogoče ne želiš pokazati, kdo ti si, zato ker nekoč v enem drugem življenju je to preveč bolelo, ko si pokazala, kdo ti si. Zdaj je čas, da začnejo tvoje ustvarjalne ideje leteti skozi tebe, in ko bojo začele leteti te nove ideje skozi tebe, verjemi mi, da stvarnik ti bo dal tudi dovolj denarja, da boš lahko preživela. Ker čakate naslednji korak. Tebi pripada sreča. Zasluži si jo. Ampak ne samo ta zaslužiš, če bom dovolj pridna, si bom zaslužila. Ne, to tebi pripada, to je tvoja rojstna pravica. Tebi pripada ljubezen, pripada ti obilje vsega dobrega. In lahko narediš samo en korak naenkrat. Naslednji korak. Lahko narediš samo en korak naenkrat in to je dovolj. Zaupaj. Vse, kar mora priti v tvoje življenje, prihaja samo in lahkotno. Vse prihaja, vse je že tukaj. Čudeži. Čudeži so tukaj. Ko sem jaz na tej vibraciji čudežov, se dejansko dogajajo. Kaj se ta trenutek učiš kot ženska? Se pravi, kot ženska izčutam, da se učiš izražanja. Nič več tlačenja, izražanja. Če si moški, ki tole poslušaš, kaj se učiš kot moški, sigurno povezan s tem, da si v zdravi moški energiji in da pogledaš, kakšen odnos si imel s svojo mamo. Kaj je tvoja mama vedno delala? Se mogoče mame spomniš, da je bila nemočna, da je bila žrtev, da je poveličevala mogoče to, da je žrtev, in mogoče danes ne maraš pri ženskah to, da so žrtev. Da je težko mogoče sočutje vzbuditi do ženskega sveta. Nimam pojma, zakaj to gre skozi mene, ampak to je karmična lekcija. To je karmična lekcija, zato ker to te osvobaja. Osvobajaš se starih vzorcev, ker tega ne potrebuješ več. Teh vozlov ne potrebuješ več. Enostavno, ja, prav ta mama. Kakšna je tvoja mama? Vsak od nas ima mamo. In zdaj tisti, ki pa ste mogoče posvojeni, imate krušno mamo. Ta krušna mama je prava mama, je energetsko ta prava. Ampak druga stvar je pa to, ker dejansko preko mame, tudi tiste, ki te mogoče, zdaj govorim za nekoga, če je posvojen, je mogoče zadaj vzorec, potrebo imam potem, da me zavržejo. Ali pa če so vam mogoče povedali, da so želeli splav narediti za tebe. In nekako imaš zdaj program, ali pa tisto občutek, če veš, da ste se, ne vem, ti, ki tole poslušaš. Če si se rodil kot nezaželeni otrok, je v bistvu program zadaj, ne dovolj dober sem ali pa moram si zaslužiti, da lahko sploh obstajam, ampak to je Božji namen,
da sem se rodil, da sem se rodila. Tukaj sem z namenom, da pač presvetlim svoje temne dele. Tukaj sem z namenom, da dodajam vrednost najprej sebi, potem drugim. Tukaj sem z namenom, da prečistim vzorce. Vse je prav, ker jaz sem ljubljeni otrok stvarstva. Pač vse je prav. Nadangel Ariel, ženska energija, ki nosi obilje na zemljo, ki je upodobljen z levom, se pravi ta moč. Ampak ženska energija, moč, pomeni, da ne da vzameš mitraljez in streljaš, ampak to pomeni, da jasno poveš, kaj želiš, kako čutiš. Jaz občutim, da te ni strah zavrnitve, ampak kar občutiš, je to tvoja resnica. To ni tvoja napaka, kar občutiš, ampak to je tvoja resnica. In v sebi ustvarjaš nove vibracije, ker vsa svetlobna bitja ti pomagajo narediti korak naprej. Ni zanimiv, gledajte, izmed teh 88 kart, ta karta skoraj vedno pride. Skoraj vedno se pokaže ta karta. V sebi ustvarjaš nove vibracije, ki ti pomagajo narediti korak naprej. Selitev v nov dom ali sprememba mesta zaposlitve je tik pred vrati. Bodi mirna. Zaupaj, vse se dogaja po Božjem načrtu. Ko bo pravi in ko je pravi čas, se vse zgodi. In se zgodi na harmoničen način. Zmoreš ohraniti zaupanje. Tvoje življenje prihaja vse, kar potrebuješ. Se pravi, se zdaj tukaj pogovarjamo o zaupanju. Zmorem ohraniti zaupanje. Pa sem spet pri pesmi, korak po korak prihaja pomlad, korak po korak se dogajajo stvari. Vsak dan si lahko ponavljaš, vsak dan sem bolj močna, vsak dan sem bolj samozavestna. Vsak dan napredujem, vsak dan in vsako noč napredujem in duhovno, telesno, čustveno vse se dogaja v mojo korist. Zaupam toku življenja. Zaupam, da v moje življenje prihaja vse, kar potrebujem. Verjamem, da sem ljubljeni otrok stvarstva. In spet, ljubimca. Se pravi, tvoje življenje lahko pride vse tisto, kar ti pripada, in ta ljubimca, ta dva sta povezana s tem, da najprej prvo partnerstvo imaš ti sama s sabo. Ali pa moški sam s sabo. Se pravi, uskladiti ženski in moški pol pomeni, da najprej pogledamo konflikt naših staršev in najprej pozdravimo pri sebi to. Če sta naša starša živela v konfliktu, ta konflikt je avtomatično se prenesel na nas. In to pomeni, najprej oprostimo staršem. Kako to naredimo? Ja, tako da naredimo meditacijo za odpuščanje. Vzamete v roke knjigo, ko ima življenje žur, in enostavno v vsaki knjigi pišem o odpuščanju. Zdravilna molitev dekodiranja. Stvarnik, če je v najvišje dobro moje duše, naj se sčistijo vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane z notranjim konfliktom zaradi zamere, ki se prenaša po družinskem deblu. Naj se v meni zgodi harmonija v vseh smerih časa in prostora, da bom zmogel biti v svoji usklajeni ženski in moški polovici. Ja, tako. A veste, kaj še pomaga? Da greš na sprehod, ali pa če ste sami doma, da na glas govorite s stvarnikom. Veste, kako to pomaga? Kolikrat sem jaz sama pri sebi rekla, jaz ne zmorem, pomagajte mi. Jaz ne zmorem sama, pomagajte mi.
Stvarstvo želi pomagati. Ampak jasno povejte, kaj želite, kako želite. Boste videli, vse to se bo zgodilo v vašem življenju. Vse. Tako da, a pogledamo še nekaj sporočil. Za dan žena. Da vidimo. Za tole dušico. Za dan žena. Več pi in dovoli, da te voda očisti. V vseh oblikah voda. Ali je to para, ali je sneg, ali je reka, ali je morje, ali je dež, ni pomembno. Voda očisti me. Druga, voda, morje, radostna energija, radost, veselje, to je tvoja izbira. Modrost tvoje duše. Naj se modrost tvoje duše pokaže, ker si očiščena vse teže preteklosti. Tega ne potrebuješ več. Voda očisti me. No, da vidimo. Za tole dušico, ki tole posluša, stvarstvo. Kaj imaš za njo? Za sporočiti za naprej. Za 3 mesece naprej. Kaj lahko pričakuje, da se zgodi v njenem življenju? Kaj je tisto, kar je prav? 6 sporočil, da vidimo. Wow! Tvoja misel usmerja tok tvojega življenja. Tvoja misel. Misli pa tako delujejo po programu. Mi imamo na dan, menda pomislimo 50 000 misli, jaz nimam pojma, jaz jih sigurno naštejem, ampak v glavnem, moja misel usmerja tok mojega življenja. In takrat, ko naša misel začne iti v negativno in se začnejo predvajati negativne stvari, jaz molim. Pojem. Zaradi tega, ker želim, da moja misel pomaga pri stvarjenju. Še enkrat partnerstvo. V tvoje življenje prihaja novo partnerstvo. Je že tukaj, ampak dejansko nekaj imaš še za narediti. Je že tukaj, sadovi so že tukaj in dejansko to, kar ti pripada, že prihaja v tvoje življenje. Mogoče je še nekaj povezano s tvojim jasnim izražanjem, z jasno mislijo, z jasnim izražanjem in to, kar prihaja. Beseda je svečenik tukaj gor. Ampak kaj predstavlja svečenik? Posvečeno. To, kar prihaja, je tako sveto, kar prihaja v tvoje življenje. Zaključuje se obdobje, ko bi bilo, če bi bilo, ampak dejansko prihaja vse to, kar si želiš. Ja, sončna energija. V roku 3 mesecev se bo v tvojem življenju zgodilo nekaj tako velikega, pozitivnega, priznanja za dosežke, stvarstvo čestita za pogum, si na pravi poti, samo tako naprej. Tako da, vse dobro in ja, čas je za ravnovesje med žensko in moško energijo. Tako čutim. Tako da, uživaj, vse dobro in naj ti pomaga pri vsem tem, kar delaš v tvojem življenju. Vsa angelska vojska, ne pozabiti, nikdar nisi in ne moreš biti sama. Nisi, obdana si z biti, ki jih mogoče ta trenutek ne zaznavaš, ampak so tukaj. Uživaj.